Digitalizacija zdravstva. Obljublja nam revolucijo, kaj ne? Hiter dostop, manj birokracije, vse na dosegu roke. Ampak, kaj se zgodi, ko ta ista digitalna vrata za mnoge postanejo nepremagljiv zid? Danes si bomo podrobneje pogledali to naraščajočo napetost med obljubo tehnologije in realnostjo, kjer je dostop do zdravnika pogojen z digitalno identiteto. Pa poglejmo, kaj se v resnici skriva za tem. Torej, slika je takšna. Na eni strani imamo obljubo, naročanje na pregled kar iz naslanjača, brez neskončnega čakanja na prosti telefonski liniji. Super. Ampak na drugi strani je pa realnost, s katero se srečuje vse več ljudi. Nimaš pametnega telefona, nimaš prave aplikacije, nimaš e-identitete. No, potem pa pot do zdravnika postaja, recimo temu, zapletena. In točno ta razkorak med obljubo in realnostjo je tisto, kar bomo danes raziskali. V redu, pa gremo k bistvu. Vsaka zahteva, ki jo pred posameznika postavi javna ustanova, mora imeti podlago v zakonu. To je osnova. Zato je prvo in najbolj logično vprašanje, ali ima pogojevanje dostopa do zdravnika z digitalno identiteto sploh kakršnokoli zakonsko podlago. Poglejmo, kaj o tem pravi naša zakonodaja. In to je to. Ključno vprašanje, ki si ga zastavlja Vir. Ali lahko nek zdravstveni dom ali pa celo ministrstvo kar tako po svoje postavi tehnološko oviro med pacienta in zdravstveno skrbo, še posebej, če zakon česa takega sploh ne predvideva. To je temelj, na katerem stoji celotna nadaljna razlaga. Odgovor se, zanimivo, skriva na samem vrhu našega pravnega reda. Poglejte to besedno zvezo iz ustave. Pod pogoji, ki jih določa zakon. Poudarek je na besedi zakon, ne interna okrožnica, ne navodila ministrstva in zagotovo ne neka tehnološka strategija. Samo in izključno zakon. To je bistvena točka, ki jo Vir izpostavlja. Ko Vir pogleda v zakonodajo, so ugotovitve precej, nedvoumne. Prvič, država lahko deluje samo v okvirih zakona. Drugič, ključni zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nikjer, ampak res nikjer ne omenja pametnega telefona ali e-identitete kot pogoja za oskrbo. Iz tega sledi, da je vsak interni pravilnik, ki to zahteva, pravno gledano ničen. In, morda najpomembneje, izbira načina komunikacije, ali bo to telefon, pismo ali osebno, pripada pacientu. Ok, slovenska zakonodaja je torej jasna. Ampak zgodba se tukaj še ne konča. Ker govorimo o digitalizaciji, neizogibno trčimo ob obdelavo občutljivih osebnih podatkov. In zato moramo pogledati še na evropsko raven. Slika postane še veliko ostrejša, ko v enačbo vključimo splošno uredbo o varstvu podatkov, ki jo bolje poznamo pod kratico GDPR. GDPR je glede privolitve v obdelavo podatkov, kar uporaba portala Zvem ali zdravstvenih aplikacij vsekakor je, izjemno strog. Privolitev mora biti prostovoljna. Kaj to pomeni? Pomeni, da mora obstajati resnična in svobodna izbira. Če te izbire ni, če je edina opcija strinjam se, potem privolitev preprosto ni veljavna. Pika. In tukaj Vir opiše proces, ki ga imenuje mehka prisila. Poglejmo, kako to gre korak za korakom. Najprej izginejo alternative. Telefoni zvonijo v prazno, osebno se ne da več naročiti, digitalna pot tako postane edina realna možnost. In privolitev v uporabo aplikacije v takšni situaciji to ni več svobodna odločitev, ampak je dejanje storjeno iz strahu, da se izgubi dostop do zdravja. Po pravilih GDPR je takšna izsiljena privolitev neveljavna in posledično nezakonita. V redu, pravni okvir smo pregledali. Zdaj pa se osredotočimo na orodja, ki se po navedbah Vira uporabljajo za uveljavljanje te, recimo edine digitalne poti. Ali gre res samo za pomoč, ali pa je v ozadju morda kakšen drug namen? Tole je pa res močan citat iz Vira. Digi točke. Vsi vemo, da so predstavljene kot pomoč, predvsem starejšim pri uporabi e-storitev. Ampak tukaj so postavljene v popolnoma drugo luč. Vir trdi, da njihov namen ni opolnomočenje posameznika, ampak normalizacija odvisnosti od tehnologije, da se ljudi zapira v nek sistem, v zlato kletko, kjer brez digitalne prisotnosti preprosto ne morejo več sodelovati. In argument gre naprej. Takšna digitalizacija naj bi vsa bremena prenašala z države na posameznika. Pomislite, državljan mora sam kriti stroške opreme, interneta, prevzeti na se vsa tveganja za varnost podatkov in za povrh vsega še brezplačno opravljati administrativno delo, za katerega so sicer plačani uradniki. V bistvu postane nekakšen neplačan administrator za državo. Zelo zanimiva je tudi analiza medijskega poročanja. Vir secira poročilo Pop TV in trdi, da vsebuje zavajajoče informacije. Recimo trditev, da je za dostop do portala Zvem nujno potrebno digitalno potrdilo.
Vir pravi, to preprosto ne drži, je le ena od več možnosti. Še bolj problematična naj bi bila trditev, da imajo nove osebne izkaznici avtomatično aktiviran certifikat. Dejstvo je, da ga mora vsak posameznik zavestno aktivirati s PIN-kodami, kar seveda ni obvezno. In tukaj zgodba postane še bolj resna. Vir namreč opozarja na dolgoročna tveganja, ki daleč presegajo samo dostop do zdravstva in se dotikajo samih temeljev svobodi posameznika. Postavi se vprašanje, ki da misliti. Kje se konča to vezanje temeljnih pravic, kot je pravica do zdravja, na eno samo, centralizirano digitalno identiteto? Kam nas ta pot v resnici pelje? Vir oriše nekaj, čemur pravimo spolska steza. Logika je takšna. Ko ima nek sistem popolnen nadzor nad zdravstvenimi podatki preko digitalne identitete, je po tej logiki pot do nadzora nad finančnimi podatki in na koncu celo nad lastnino, hišo, prihranki na stežaj odprta. Gre za jasno opozorilo pred preveliko centralizacijo moči. Pogosto se omenja strah pred tako imenovano digitalno smrtjo. Kaj, če pride do hekerskega napada ali se izgubi geslo in človek preprosto izgine iz sistema? Vendar Vir poudarja, da realnost ni takšna drama. Postopek za obnovo izgubljenega digitalnega certifikata je zakonsko urejen, varen in traja le nekaj dni na upravni enoti. Popolna in trajna izguba identitete v sistemu torej realno ne obstaja. In s tem pridemo do zaključka. Poanta ni v zavračanju tehnologije kot take. Po mnenju Vira se rešitev skriva v opolnomočenju z znanjem, v poznavanju lastnih pravic. Ključno sporočilo celotne analize je zgoščeno v tem preprostem, a izjemno močnem stavku. Po vseh preučenih zakonih in uredbah Vir zaključuje: zakon od nikogar ne zahteva, da postane digitalen. Iz tega izhajajo temeljne, z zakonom zaščitene pravice vsakega posameznika, pravica do nepriključenosti, pravica do uporabe telefona, pisma ali osebnega stika za komunikacijo z zdravstvenim sistemom in seveda najpomembnejša, pravica do enakega, nediskriminatornega dostopa do zdravstvenega varstva, ne glede na digitalno pismenost. Kaj torej storiti, če je nekomu zavrnjen dostop do storitve, ker nima digitalne identitete? Vir predlaga en sam, zelo odločen odziv. Vprašanje je preprosto: pokažite mi zakon. Zahtevati je treba pravno podlago za takšno pogojevanje. In to nas pripelje do končne misli za razmislek. Če nekoga zavrnejo, ker ni digitalen, katero je tisto ključno vprašanje, ki ga je treba zastaviti? Po mnenju Vira je to tisto vprašanje, ki loči interno navodilo od zakona in morda odpre vrata, za katera se je zdelo, da so zavedno zaprta.